Pozdravljeni, stopili smo v novo šolsko leto z novimi izzivi, pričakovanji in z novimi obrazi v naši TV oddaji. Najprej pa se ozrimo v zaključek prejšnjega šolskega leta in dogajanje ob koncu počitnic. Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval maturantkam in maturantom Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je potekala v ponedeljek 14. julija na glavnem trgu v Ljutomeru. Spričevala so prejeli iz rok ravnatelja gimnazije Zvonka Kusteca, vse zbrane pa sta nagovorili tudi županja magistra Olga Karba in predstojnica območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Murska Sobota, gospa Irena Kumer. Želim vam, da pogumno spreminjate miselnost današnje slovenske družbe, da pogumno spreminjate človeka in njegov pogled na to, kako bi naj ta današnji svet izgledal. Želim vam, da svoje sanje sanjate naprej. In želim vam predvsem, da počnete to, kar najrajši in kar bi najrajši želeli početi. Če boste to uresničevali, boste srečni. In prepričana sem, da je sreča na vaši strani. Prizorišče so pred prireditvijo dodobra namočile dežne kaplje, a izjemni rezultati 48. generacije maturantk in maturantov so temne oblake hitro odgnali. K splošni maturi na spomladanskem roku so pristopili vsi dijaki četrtih letnikov, bili so 103 in 8 dijakov maturitetnega tečaja. Uspešni so bili vsi in so maturo opravili 100-odstotno. 8 maturantk in maturantov programa Splošna gimnazija je doseglo prag 30 in več točk. Andrej Anderlič, Urška Elbl, Špela Gubič, Blaž Lebar, Gal Meznarič, Aljaž Kalič, Jure Škedel in Živa Vigali so postali zlati maturanti, pri tem častnem in zasluženem nazivu pa se jim je pridružila tudi dijakinja maturitetnega tečaja Kaja Horvat. V tem svečanem dogodku za vse maturante so profesorji in dijaki pripravili glasbene točke, med drugim priredbo narodno-zabavnega hita Malo malo še skupine Gadi. Ko šolo tole jaz končam, maturo v svojih rokah imam. Čas, da poletje se začne in z njim počitnice. V 4 letih sem spoznal, kaj je narobe, kaj je prav. A zdaj prišel je tisti čas, ko pojem si na glas. Malo, malo, malo še malo pa do počitnice, zdaj si jih zaslužite, matura že za vami je, so 4 leta mimo šla, je znanja polna glava vsa, stopite v prihodnost, v življenju vam lepo, ga FML vam to želi, ga FML vam to želi. Spričevala pa so prejeli tudi maturanti in maturantke programa predšolska vzgoja. V poklicni maturi je pristopilo 54 dijakov in dijakinj, ki so prav tako vsi, torej 100-odstotno opravili maturo. Urška Lukovnjak je postala diamantna maturantka z vsemi možnimi točkami, Melanie Lajnščak in Ines Nemec pa sta postali zlati maturantki z doseženimi 22 točkami od 23 možnih. Ob nas dijakih, ki šolo obiskujemo v dopoldanskem času, pa se na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer za poklic vzgojitelja izobražujejo tudi odrasli. Le-ti so se ob koncu lanskega šolskega leta še posebej izkazali, saj je vseh 15 kandidatov, ki je pristopilo k poklicni maturi, le-to uspešno opravilo. Lidija Bratuša pa je postala zlata maturantka. Poletne počitnice so minile, kot bi mignil, in že je bil to september. Za dijake 1., 2. in 3. letnikov je bil to začetek šole, za nas dijake 4. letnikov pa čas za zabavo, saj nas je čakal maturantski izlet. Letošnji maturantje smo se odpravili v sončno Grčijo na otok Krf. V petek, 29. avgusta, smo v ranih jutranjih urah prispeli na letališče, ter se vsi, že zelo nestrpni, vkrcali na letalo.
Po samo enournem letu smo prispeli na zelo vroč otok Krf in se odpeljali na sever v mesto Sidari. Tukaj smo si mesto najprej malo ogledali, nato pa se odpravili proti hotelu, kjer smo se prijavili v sobe in se ohladili v bazenu. Da pa dan ne bi bil zaman, smo popoldne preživeli na pool partiju, ob dobri glasbi, družbi in seveda pijači. Prvi večer smo na otoku obiskali kar 3 diskoteke v eni noči, kjer smo lahko pokazali svoje odlične plesne korake. Naslednji dan smo se popoldan odpeljali na zahod otoka v Glifado, meni eno izmed najlepših plaž, kjer smo se lahko povzpeli na klife in z njih skakali v prečudovito grško morje. Zvečer smo se z gimnazijama Velenje in Maribor pozabavali in zaplesali na toga in pena partiju, kjer smo se naučili plesati tudi mundialov ples, vsi zaviti v bele rjuhe ter z oljčno vejico v laseh. Na zadnji dan na otoku pa smo se odpravili na najdaljšo in verjetno najbolj peščeno plažo na otoku. Po večurnem kopanju so sledile različne igre med gimnazijami, skupno fotografiranje, nato pa nič drugega kot še ena zabava, in sicer beach party, kjer smo dijaki ljutomerske gimnazije ostalim šolam pokazali, kako se žura na našem koncu in čisto prevzeli plesišče. Naš dan se je komaj začel, zato smo zvečer vsi oblečeni v rdeča oblačila odšli v klub ter zaplesali še na Red Love partiju in se v hotel vrnili v ranih jutranjih urah. Po zelo malo urah spanca smo se spakirali, odpravili na avtobus in se poslovili od Krfa. Po enourni vožnji s trajektom smo prestopili na celino in se odpeljali v Meteoro. Po celem dnevu voženj smo bili precej izmučeni, ampak to nam ni preprečilo odhoda na grški večer in grafik party. Na grškem večeru smo poskusili pravo grško hrano in se naučili plesati grški ples sirtaki. Na grafik partiju pa smo si za spomin na maturantsko ekskurzijo popisali majice. Naslednji dan smo se odpravili na Meteoro, kjer smo si ogledali samostan, ki je zgrajen na vrhu gladkih skal iz peščenjaka. Nato pa smo se odpravili v severovzhodno Grčijo v mesto Solun. Ker smo celi dan preživeli na avtobusu, smo rabili malo telovadbe in ta je bila plesno obarvana, saj smo se zvečer odpravili v bar o plaži, kjer smo plesali vse do jutranjih ur. Predzadnji dan maturantske ekskurzije smo preživeli s potepanjem po mestu Solun, pokušanjem grške hrane in razvajanjem z še zadnjim obiskom trgovin in kavarn. Zvečer smo na Alien partiju oziroma vesoljski zabavi še zadnjič zaplesali in imeli nočno kopanje ter tako popolno zaključili našo ekskurzijo. Maturantska ekskurzija je bila definitivno nepozabna izkušnja in en teden poln zabav, ki bo vedno v našem spominu. Sedaj pa je čas, da se maturanti zresnimo, saj nas čaka najbolj pomemben del srednje šole, matura. Šolsko leto se je začelo po ustaljenih tirnicah, socializacijskim dnevom in s krstom za nas dijake prvih letnikov. Že kar nekaj let zapored se na GFML trudijo, da se dijaki prvih letnikov čim prej in čim bolje vključijo v proces srednje šole, zato že takoj na začetku šolskega leta v šoli potekajo tako imenovani socializacijski dnevi. Tako smo dijaki prvih letnikov cel dan preživeli ob različnih dejavnostih, ki so nam pomagale, da smo se znašli v razredu, na hodniku, med vrstniki in predvsem med ostalimi dijaki in profesorji na GFML. Potekale so različne igre, kjer smo se spoznali, delili pretekle izkušnje in pričakovanja za prihajajoče šolsko leto. Pester nabor aktivnosti, ki so jih vodile šolske pedagoginje, omogoča, da razvijamo svoje socialne spretnosti in kompetence, predvsem pa smo premagali prve ovire pri sklepanju poznanstev. Pri tem so sodelovali tudi razredniki. Tako smo že prve dni stkali številna prijateljstva in upamo, da bodo trajala zares dolgo. Ker še dijaki četrtih letnikov prvi teden septembra uživajo na maturatskem izletu, tretji letniki že tradicionalno pripravijo krst prvošolcev, ki potekajo običajno sredi tedna. 2 šolski uri smo tako prvošolci z raznimi aktivnostmi dokazovali, da smo se pripravljeni spopasti z izzivi gimnazijskega šolanja. Premagovali smo ovire, kot so vrtenje o palici, podajanje vedra, petje na karaokah, dokazovali spretnosti pri vrtenju obročev in številne druge. Pri tem pa je bilo pomembno, da je sodeloval cel razred, po vzoru več glav več ve. Priznamo, da se na GFML res držijo pravil vzornega obnašanja, tako da nas izbrane dejavnosti v šoli niso žalile ali poniževale. Najbolj slavnostna pa je zagotovo bila zaobljuba ponosnega GFML-jevca na koncu. Čeprav smo nedolgo nazaj uživali na počitnicah, smo septembra začeli na polno. Obeležili smo Evropski dan jezikov, Kotzbejkovo leto, spoznali Afriko in še mnogo več.
Tudi dijaki 4. letnikov gimnazijskega programa smo šolsko leto začeli zanimivo in poučno. V petek 26. septembra smo se namreč odpravili v Sveti Jurij ob Ščavnici, rojstni kraj Edvarda Kozbeka, ki velja za enega najpomembnejših slovenskih književnikov in politikov. Ravno letos mineva 110 let od njegovega rojstva, zato smo si ogledali film o njegovem življenju in delu, ki je bil posnet ob 100. obletnici in nosi naslov Pesnik v pogrezu zgodovine. Zatem sta nas nagovorila še župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici Anton Slana in slovenski književnik Franci Just. Slednji nam je predstavil projekt Slovenska pisateljska pot, katere del je tudi Edvard Kozbek, še zdaleč pa ni edini pomurski predstavnik. Dijaki smo se potem udeležili delavnic, ki so jih vodili naši profesorji, izbrali pa smo lahko med pesniško, pisateljsko in zgodovinsko delavnico ter terenskim spoznavanjem Kozbekovega rojstnega kraja. Tako smo nedvomno izvedeli še več o njegovem življenju in delu in ga spoznali ne samo kot pesnika in pisatelja, temveč tudi kot politika, vojaka, domoljuba in izredno trmastega in narodno zavednega Slovenca. Bolj uraden del pa se je odvijal v soboto, saj je potekala slavnostna akademija s podnaslovom Zemlja. Takšno ime nosi njegova prva pesniška zbirka, ki je izšla leta 1934. Častni gost akademije je bil znan slovenski zamejski pesnik in častni občan občine Sveti Jurij ob Ščavnici Boris Pahor, ki je poznal Kozbeka in je ob tej priložnosti k njegovemu spomeniku položil tudi cvetje. Udeležili pa so se tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez, rektor Univerze v Mariboru profesor dr. Danijel Rebolj, podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti akademik Jože Kraševec in številni drugi gostje. Na proslavi je zbrane pozdravil predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, ki je povedal nekaj besed o pomenu Kozbeka za našo državo. O Kozbeku so spregovorili tudi drugi govorniki, župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici Anton Slana, slavnostni govornik pa je bil Kozbekov osebni prijatelj Boris Pahor. Program pa so popestrili naši dijaki, tako z gimnazijskega kot tudi z oddelka predšolske vzgoje in tako ob igri, petju in glasbi zaokrožili prireditev. Od 22. do 26. septembra smo dijaki drugih letnikov predšolske vzgoje imeli projektni teden namenjen projektu DIM. Geslo tega projekta je Dim za dimom, dan za dnem, čez čas pojavi se velik problem. Namen projekta je zmanjševanje rabe tobaka med mladimi in preprečevanje začetka kajenja pri mladih. Prvi dan smo si ogledali 4 kratke filme, ki so bili izhodišče za naš projektni teden. Govorili so o kajenju po svetu, tako pri starejših, kot tudi pri mladih ljudeh. Po skupinah smo izdelali plakate na to perečo temo in jih na kratko predstavili sošolcem. Drugi dan projekta smo se posvetili predvsem vprašanju, kako bi cigarete kot škodljivca predstavili otrokom v vrtcu. Naša naloga je bila, da pripravimo zanimive igre za otroke, v katere vključimo vsiljivca cigarete. V sredo smo obiskali Pikin festival v Velenju, kjer smo se vključili v dejavnosti za otroke in nabirali ideje za delavnice, ki smo jih pripravljali v šoli. Popoldne smo si še ogledali velenjski rudnik in se v poznih popoldanskih urah vrnili domov. V četrtek smo po skupinah pripravili še zanimive delavnice za otroke na temo zdrave in nezdrave navade in jih v petek predstavili v vrtcu Ljutomer ter Stročja vas. Vodilna nit tega projektnega tedna bolj ali manj je bila ena taka protikadilska kampanja in na ta način so potem dijaki seveda v ponedeljek malo sami ozavestili svoje vedenje in pa svoj odnos do kajenja. Malo smo se pogovorili z zunanjimi sodelavkami, so na nek način preko teoretičnih spoznanj in preko praktičnih delavnic ugotavljali, kakšen je njihov odnos do kajenja, potem pa so ta znanja, spoznanja na nek način prenesli na to, da bi pa se vživeli v novo vlogo, to pa je promotorje zdravja. In promotorje zdravja so dejansko ravno zdaj v tem trenutku, ko v vrtcu izvajajo te delavnice. Torej, današnji naš cilj je, da ozavestimo malo zdrav način življenja pri otrocih, da jih malo spomnimo in pa da tudi sami na ta način, da promoviramo zdravje, tudi sami začnemo malo bolj zdravo živeti. To sodelovanje med gimnazijo oziroma dijakinji predšolske vzgoje v vrtcu je zelo uspešno in otroci zelo
zelo radi sodelujejo, odnesemo mi vzgojiteljice nekaj od tega, kot tudi otroci. Dejavnosti v vrtcu so zelo razgibane in še to samo popestri naše delo. Projektni teden je bil zanimiv in poučen, predvsem pa zabaven. Teden okoli 26. septembra je na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer vsako leto posvečen tujim jezikom. Letos se je v Kranjski Gori skupina z naravno govorko in svojimi profesoricami pripravila na nemško jezikovno diplomo, ena skupina je potovala v Estonijo, v šoli smo delali projekte z področja jezikov, sodelovali na natečaju na temo onomatopoija, glavni dogodek pa je bil petek 26. septembra na glavnem trgu v Ljutomeru. Gimnazijci se tega dne vsako leto zelo veselimo, ker pomeni sodelovanje z osnovno šolo Ivan Cankar Ljutomer in z vrtcem Ljutomer. V bistvu bi morali ta trenutek biti tudi v Ljubljani na podelitvi nagrad za dobro izvajane dneve evropskih jezikov, kajti lani smo bili nagrajeni, Zavod za šolstvo nas je izbral med 10 najboljših, ki izvajajo ta dan evropskih jezikov in ravno ta trenutek je v Ljubljani podelitev priznanj, ampak mi smo tukaj in delamo. Pripravili smo kot vsako leto različne delavnice, pojemo, plešemo in tako rekoč praznujemo in delamo reklame za učenje jezikov, poudarjamo pa vedno, kako pomemben je materin jezik in kako zelo ga je treba spoštovati in uporabljati. Dijakinje predšolske vzgoje so uvajale angleščino za otroke iz vrtca Ljutomer. Peli so in plesali in posnemali živalske glasove. Pritegnil pa jih je tudi gledališki prizorček v angleščini, ena od delavnic, ki so jih pripravili dijaki in dijakinje gimnazijskega programa. Gimnazijci in gimnazijke so v francoščini, nemščini, španščini in angleščini izvedli številne zanimive delavnice za 8. razrede osnovne šole Ivan Cankar. Jesen se je začela, a mi smo podali roko vroči Afriki. V torek 30. septembra smo si dijaki drugih letnikov gimnazijskega programa in oddelki predšolske vzgoje v Kulturnem domu Ljutomer ogledali predstavitev organizacije Ela Malavi. Od Ugande in Kenije do Tanzanije in Malavija nas je popeljala predsednica organizacije Jana Tular, ki že od leta 2008 s krajšimi prekinitvami živi in deluje na vzhodu Črne celine. Nekako sem tu že čutila med študijem, študirala sem pravo na ljubljanski fakulteti in začutila, da si želim to znanje, ki sem ga dobila, res podati tistim in skrbeti za tiste, ki so pomoči potrebni. In zagotovo najbolj krhke skupine so otroci, pa še tisti ne tukaj, vsi tam v Sloveniji se jim že dobro pomaga, v Afriki so pa marsikdaj prepuščeni sami sebi. Zato sem se odločila ravno tam pomagati. Poleg financiranja izobraževalnih ustanov že slabi 2 leti s pomočjo prostovoljnih prispevkov omogoča zajtrk 350 otrokom. Torej mi smo pomagali. Vsak je prispeval 2 evra, ter tako nekomu omogočil najmanj 2 obroka hrane in zagotovil nasmeh na ustih afriških otrok. V mesecu septembru sta občina Ljutomer in gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer v okviru Evropskega tedna mobilnosti razpisali fotografski natečaj z naslovom Vsi na bicikel. Ker so nagrade za prva 3 mesta bile mikavne, se je za sodelovanje odločilo kar nekaj naših dijakov. Nastalo je veliko zanimivih fotografij, ki so bile 22. septembra razstavljene na glavnem trgu v Ljutomeru. Nagrajeni sta bili celo 2 naši dijakinji, drugo nagrado je prejela Tadeja Sobočan s fotografijo Babičin bicikel in prvo nagrado Mišel Tivadar s poninatorjem. Dijaki pravijo, da je sodelovanje na natečaju bil prijeten izziv, spoznali pa so, v čem je bil sploh namen tekmovanja. Vzeti si čas zase, biti mobilen, se za hip ustaviti in uživati v trenutku. V torek 23. septembra smo se dijaki 3. letnikov udeležili predavanja mladega slovenskega pisatelja Vanjo Osterca. Predstavil nam je nekaj svojih del, med katerimi je v ospredje postavil svoje prvo delo Mačje dogodivščine. Njegovo najbolj znano delo Dublin je avtobiografsko. Njegova največja želja je, da bi uspel tudi na tujih trgih, predvsem v Angliji. Skozi celotno predavanje nam je mladi pisatelj razkrival svoje življenje, ki ga je popeljalo do tega, da bi svojo domišljijo izlil na papir. Želimo mu veliko sreče pri nadaljnjem ustvarjanju. Tudi naši profesorji radi nabirajo nove izkušnje in znanje. Tokrat so se odpravili na mrzli sever Evrope.
V letošnjem šolskem letu so se svetovalna delavka Martina Domenjko ter profesorici Sonja Ferčak in profesorica Lijana Miholič odpravile na mednarodno izmenjavo z poskusno islandsko šolo. Ja, letos v septembru smo bile 3 učiteljice iz naše šole na srednji šoli v Islandiji in sicer od 10. septembra do 17. septembra. Ime šole je Menntaskólinn Trollskaga Ólafsfjörður je kraj, kar pa pomeni srednja šola ali pa gimnazija v deželi trolov. To je čisto na severu Islandije v enem fjordu. Videli in pa spoznali v tem času bivanja na šoli smo toliko novega in toliko različnih stvari, da je težko pokazati ali pa povedati na kratko. Ena izmed zelo zanimivih stvari je to, da recimo šolanje ne poteka v razredu tako kot pri nas, ko ste skupaj učenci stari 15 let, 16 let, 17, ampak poteka šolanje v skupinah, v takih, rečemo temu modulih. V modulih so dijaki stari od 15 pa lahko tja do 40 let. Šolanje poteka in nadaljavo in v razredu. Potem recimo, kaj je zanimivo ali pa kaj smo ugotovili. Vsak dan imajo eno obvezno ki se ji reče tako učna ura z učiteljem, ko se dijaki lahko, ko so učitelji na razpolago dijakom, da se lahko z njimi srečajo in jih dijaki vprašajo, kar želijo. Potem, kaj je še zanimivo. Vsak učitelj da na začetku tedna v ponedeljek naloge dijakom, ki v Moodlu jih naloži in potem jih do konca tedna dijaki opravijo tiste domače ali pa naloge, ki so potem sproti ocenjene, pišejo seveda tudi teste, vendar ne toliko kot pri nas. Uporaben se mi je zdel pouk na daljavo, ki ga izvajajo zaradi vremenskih razmer, ure z učitelji, ki so razpisane in tudi obvezne, tam pa dijaki utrjujejo svoje znanje. Uporabno se mi je zdelo tudi, da ima vsak dijak svoj prenosni računalnik. Vsak dijak ima svoj laptop in potem mora v bistvu dela preko laptopa z vsemi učitelji. Tako da tudi vsi učitelji so računalniško tako usposobljeni, da lahko predavanja pripravijo v Moodlu in recimo kaj takega, tak način en del bi gotovo lahko uporabili pri nas. Pri nas bi lahko uporabili tudi ta del recimo rednih ur z učiteljem, da je 1 ura razpisana, ki jo potem, za katero vemo, da in je obvezna tako za učitelje kot za dijake in pri kateri morajo potem biti prisotni in se izpopolnjevati. Ta poskusna šola kaže pozitivne rezultate, sicer pa so tudi dijaki s tem zadovoljni. S tem pa jih tudi navajajo na odgovornost. Ko sem hodila po razredu, sem videla, da so včasih dijaki na Facebooku, da so tudi, torej da se ukvarjajo tudi z drugimi stvarmi, ne samo s tistim, kar je njihova naloga. Ampak na koncu oni oddajo nalogo, na koncu tedna oni tisto nalogo oddajo, pa čeprav jo napravijo, ne vem, o polnoči doma ali pa od doma. Tako da recimo to je vsekakor zelo zanimivo ali pa tudi uporabno. In dijake na tak način navajajo na odgovornost ali pa na samostojnost, na nek način bi mi rekli, da je to že podobno študijskemu sistemu. To je bilo vse za danes. Z vami bomo z aktualnim dogajanjem na GFML spet prihodnji mesec. Adijo!